Pozdravljeni. Se je mogoče McLaren na začetku sezone 2026 ujel v zanko lastne oholosti? O tem in še marsičem drugim, kot običajno v naslednjih minutah. Verjetno je marsikateri navdušenec Formule 1 rahlo razočaran nad formo, ki so jo prikazali pri ekipi McLaren na prvih 3 dirkaških vikendih v letošnji sezoni. Ne smemo pozabiti, da pri ekipi iz Wokinga so bili konstruktorski prvaki v sezoni 2024 in 2025. Lani je z njimi postal svetovni prvak med vozniki Lando Norris. In verjetno bi lahko na hitro dobili nek odgovor, če bi upoštevali, da so letos na vrsto prišli čisto novi bolidi, ker je drugačen pogonski sklop, ker gre za drugačno aerodinamiko. Ampak pri McLarenu imajo verjetno težave, ki izvirajo od drugod. Glavna točka, ki bi jo lahko okrivili za to slabo formo McLarena, so tista znamenita Papaja pravila. Če se spomnite, v sezoni 2025 so pri McLarenu svoj bolid razvijali do konca. Namesto da bi prvenstvo zaključili tam okrog velike nagrade Italije, so zadeve vlekli v neskončnost, dokler ni v finalu v Abu Dhabiju Lando Norris postal prvak z 2 točkama prednosti pred Maxom Verstappenom. In tu je treba poudariti, da mi, navdušenci, smo dobili neke vrste občutek, da so si želeli pri McLarenu imeti Landa Norrisa za svetovnega prvaka in ne Oskarja Piastrija. Zato je tudi prišlo do tako imenovane rošade, ampak zaradi tega so morali razvoj modela 2025 povleči do konca sezone in niso imeli dovolj resursov za razvoj letošnjega bolida. In to bi lahko dejali, da prvi namig, da se je kaj takega zgodilo, smo dobili na veliki nagradi Kitajske. Oba McLarena nista začela niti dirke, namreč prikradev se je nek skrivnostni škrat, ki je oba bolida zaustavil. Sumilo se je, da je napaka bila na električnem sistemu. In če smo do konca iskreni, pri menjavi komponent pogonskega sklopa nismo opazili nekih revolucionarnih menjav, torej lahko bi dejali, da je res bila težava prej v šasiji kot v pogonskem sklopu, ki ga dobavlja Mercedes. In tu se lahko začnemo spraševati, zakaj pri McLarenu imajo takšne težave, poleg seveda govoric, da je njihov bolid približno 10 do 12 kilogramov nad tisto minimalno dovoljeno maso. Odgovor je seveda enostaven. Če so lani preveč resursov porabili za razvoj in boj z Maxom Verstappenom, jim je letos zmanjkalo. Podobna zgodba je pri Red Bullu. Tudi oni so v težavah, še večjih, ker imajo lasten pogonski sklop in sorazmerno malo izkušenj pri Red Bull Powertrainsu, ampak vidi se zamuda. In torej bi lahko dejali, da letošnji bolid McLarena, tudi Red Bulla,
je popolnoma zgrešen, še zdaleč ne. Ni zgrešen, samo razvojno je precej zadaj. Potreben je čas, da bodo določene zadeve popravili, določene spremembe vpeljali. In v tem primeru je Mclarenu in tudi Red Bullu še kako prav prišel ta premor. V aprilu bodo lahko v matičnih tovarnah, tako v Wokingu kot v Milton Keynesu, odpravili določene težave. Namreč to, da morajo znižati maso bolida, pomeni, da na mnogih komponentah bodo prisiljeni, na primer, vzeti gram ali celo polovico grama, da bodo lahko v celoti nadoknadili, na primer, maso 10 kilogramov. In zato je potreben čas. Po drugi strani bodo seveda preizkusili vse komponente, verjeli ali ne. Najšibkejši člen pri vsakemu stroju je običajno tisti element, ki je po navadi tudi najcenejši. Lahko bi dejali, da bolid Formule 1, ki je vreden na primer 100 milijonov, lahko ni sposoben zagnati pogonskega sklopa zaradi komponente, ki je vredna zaokroženo 50 centov. In to je treba preizkusiti, treba je dobiti, kje je napaka, da se v prihodnosti ne bi več ponovila. Ampak upam, da smo razumeli, zakaj bi bilo bolje za Mclaren, če bi lansko sezono malce manj upoštevali svoja osovražena papaja pravila, prvenstvo zaključili čim prej in seveda se posvetili modelu za sezono 2026. Publika bi bila razočarana, ampak zavedajmo se nekega dejstva, da ekipe so na progah svetovnega prvenstva Formule 1 zato, da zmagujejo in ne zato, da zabavajo publiko. Mi smo sekundarnega pomena. Tu je treba za trenutek pogledati h konkurenci. Kaj je lani delal Mercedes? Čeprav so na koncu končali kot drugi na konstruktorski lestvici, njihov dvojni V16 ni bil nek posebno učinkovit bolid, ki je kazal ne vem koliko potenciala. Tudi razvoj ni bil ne vem kako obsežen in so praktično večino naporov usmerili v naslednika dvojni V17, ki je letos na začetku sezone pokazal, kaj se lahko naredi kljub pravilom, ki so letos prisotne v tem športu. Toliko v razmislek, kako so papaja pravila v resnici škodovala Mclarenu v malce bolj srednjeročnem ali dolgoročnem pogledu in zakaj je bistveno, da se prvenstvo zaključi čim prej, kot je to mogoče, in ne na zadnji dirki. Kot sem povedal, za publiko slabše, ampak za ekipo dosti boljše. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.